Baška grapa je dolina. Ja. Recimo, da midva sta bila nekje tle. Ja. In potem so se mogla z avtom pripeljati do sem in pol takole klance po tej dolini gor pa dol do tu. Ja. Recimo 3 klanci sem vmes mislil, da jih bom šel peljati. 10-krat sem se vmes premislil in pa se je to tudi zgodilo 27. Lepo pozdravljeni v posnetku, ki bo namenjen razlagi videa, ki sva ga naredila za angleško govoreče prebivalstvo, se pravi v angleščini. In tale bo pa pogovor v slovenščini, ki bo namenjen temu, da v bistvu greva malo bolj v ozadje in razloživa vse, kako je potekala priprava, kako je potekal dan, sam dan, ki so to delala. Z moje strani pa s tvoje. Ja, sodelovala v tej 170 km dolgi poti, ne? In kako so se pripravljala en dan prej, kako so se dogovarjala, kako so v bistvu poti delala, kakšne oglede so imela in tako naprej, ne? Zdaj mislim, da je najbolj pomembno, da začneva tam, ker si se ti odločil za ta izziv sploh, ne? Ja, kdaj je to bilo? Jaz sem v bistvu v tej dolini Baške grape, imam babi in tam sem se rodil. No, rodil sem se v Ljubljani, ampak tam sem. In tam je precej veliko klancev, vsi so strmi, se o tem bova več naprej govorila. In so mi zelo všeč. Veliko sem jih že odkolesaril do takrat, ene par jih pa še nisem. Ja. Ampak vse sem načeloma poznal, ker sem peljal spuste že prej. Tako da sem vedel, kaj bo in odločil sem se pa to v bistvu, ker sem šel enkrat tam kolesariti na en klanc, ki ga bova pol še omenila. Sem šel kolesariti in sem se odločil, kaj pa če bi poskusil odpeljati vse asfaltne klance. Ja. Ampak ta asfalt je, kot boste tudi pol v videu videli, precej slab. Ponekod sploh skoraj slabši, kot makadam, ki je toliko grob. Ampak se je dalo odpeljati. Tako da, ja, to idejo sem dobil, ko sem peljal enega izmed klancev. Kar je bilo pa kdaj približno? Po zimi? Ne, to je bilo eno leto, torej leta 2024. Sem peljal klanc, ki je meni ne najljubši, ampak sem ga zagotovo največkrat peljal, Petrov Brdo. Ta klanc sem peljal zelo velikrat, tudi Everest in sem gor poskusil 2-krat narediti. In ja, ko sem peljal ta klanc, sem pa se spomnil tega izziva, kaj pa če bi vse to peljal. A je to jeseni 2024? Ne, precej zgodaj. Zato, ker moj oče je šel pa tudi približno nekaj takega peljati, samo da je spustil tiste najbolj strme klance in jaz sem jih pa naredil čisto vse, ne. Niti enega nisem spustil. In je to prišlo 6300 višincev, 170 km, s povprečno hitrostjo imam manj kot 19, ker ne bi bilo mogoče, če ne bi imel Simona, ki je bil za mano z avtom, snemal, skrbel za hrano, skrbel za avto, ker je bila guma počena, saj o tem bova verjetno boš ti še kaj povedal o tem, o sami pripravi. Bom povedal. Ja, saj to je nekako to, zdaj pa o pripravi na ta izziv. Jaz mislim, en velik del si bil to najprej v tvoji glavi narejen, tako da jaz bi najprej rad, ker tudi jaz nisem še celo zgodbo v bistvu slišal. Ja, saj midva se sploh nisva toliko veliko pogovarjala, tudi od tega izziva naprej se nisva. Mislim, jaz ne vem Simonove zgodbe, on ne čist moje, ampak ja, ta začetek sega kar dolgo v moji glavi, zato sem se tudi dolgo časa pripravljal, ker zdaj tak izziv se je treba res pripraviti, biti zelo suh, mislim, zelo suh. Nekako ravnoteženo, ker so res strmi klanci, predvsem na konc. In je bilo res težko, pripravljal sem se čez celo zimo, sem delal na moči, na kadenci, vse na trenažerju, brez trenažerja to ne bi šlo. In po je prišla pomlad in sem delal veliko kilometrov, že takoj na začetku, ker sem se v bistvu, ti se takih izzivov nikoli ne smeš
po pravilu lotiti na začetku sezone, ampak ko imaš že nekaj kilometrov, se to premakne nekam v pozno poletje ali pa jesen. Ampak jaz sem pa to malo obrnil in sem zelo dobro pripravljen bil, ker sem veliko turno smučil in pa bil na kolesu na trenažerju pozimi. In sem bil v zelo dobri formi, tako da sem bil pripravljen, ker definitivno za to rabiš biti pripravljen in nekako normalen kolesar bo bolj pripravljen na koncu. Če ne bo pretiraval skozi poletje, bo najbolj pripravljen tam na koncu, začetek jeseni. Nabiraš kilometre. Ja, pač nabiraš kilometre, ki jih čez zimo vsak tudi ne more. Zdaj jaz vem, da si se ti res veliko pripravljal za to stvar, ampak tako, ker ti si imel predtem še druge stvari, ki si jih hotel narediti, pa neke druge izzive, ki si jih zadal, ne? Ja, jaz sem... In takrat, ko si to zadal, ko si se odločil, da boš šel to delati, si ti verjetno rekel, da kdaj se boš točno začel pripravljati na to stvar, ne? Ja, to je bilo pred zimo, kot sem rekel, leto 2024, nekako proti koncu, malo pred zimo, recimo, mislim, kar zgodaj, tam oktobra, sem si nekako rekel, da to bom šel pelat. Točnega datuma nisem vedel, ampak nekako začetek maj, april, maj. In pa se je to tudi zgodilo 27. aprila. Ampak se do tega še pridemo. Pa sem Simonu to enkrat povedal, zdaj pa jaz se to nič ne spomnim, kdaj je to bilo. Vsekakor je bilo potem, ko so začela snemati pogovor. Zaradi tega, ker je v bistvu ta pogovor nekako napeljal do tega, da bi bil jaz zraven in to, da snemava, je v bistvu mene prepričal, da bi šel z njim to delati. Ja, ker prvo sva snemala pogovor in pa sva zdaj začela tudi kakšne izide snemati. Ja, ker se nama zdi zanimiv, ne? In tudi, vidva, da je zelo veliko zainteresiranega občinstva in da veliko ljudi to gleda. In bova več takih posnetkov. Ja, no, ampak kaj iš, tako iz moje strani tlele, zakaj sem se jaz za to odločil, ne? Je zelo težko vprašanje je, zakaj bi šel jaz to delati, ne da bi imel karkoli jaz, kar bi jaz delal zraven, da bi bil samo kot podporna ekipa, ker ne vem, bi bilo meni to res toliko zabaven, da bi samo cel dan sedel in ti hrano dajo, ne? Ja, to ni. Ker tudi s tem v bistvu res ni veliko dela. Ni veliko dela, ampak je zelo dolg čas. Moraš biti edin potrpežljiv, pa natančen, pa pripravljen takrat, ker treba narediti. Mislim, v bistvu res ves čas skoraj moraš biti pripravljen, da odreagiraš na kakšno situacijo in tak. Tako da s tem, ker so se pa rekla, da bo to posnela, sem bil pa jaz zelo hitro pripravljen iti zraven, ne? Ja. In so posnela. Torej, enkrat pozimi po moje. Ali pa... V koledarski zimi, V koledarski zimi sva se to zmenila. Tam proti koncu koledarske zime sem imela že točen datum, definitivno dostavljen. Februarja. Sva imela že datum dobesedno. Februarja mi je on povedal, da tisti dan jaz mislim to delati, a imaš kaj, jaz nisem imel nič. In pa sva to naredila. Tudi na tisti datum. Zabaven del je bil, ne, ker sva postavila datum. In pol je Jaka ves čas gledal vreme. Ja, tako recimo mesec naprej, na nekih spletnih straneh, ki zagotovo nimajo čisto pravilno, ampak pa je bilo pravilno. Ni da so tako, pač nisem bilo. Bilo je tisto, kar smo želeli imeti. Desetkrat sem se vmes premislil, ni, je 28. januar. Ampak na koncu je bilo tako, kot je bilo na začetku, čeprav vmes ni nič kazalo, da je bilo tako pač. Ampak prvič, ko sem pogledal, je bilo v redu. Pa ni bilo v redu, pa spet. Ampak to je bilo zelo zanimivo. Nekako v zadnjih 3 tednih je bilo, 3 tedne med etapo, je bilo slabo vreme napovedano. Bilo je, mislim, da 80% možnost dežja. Pa je pa ta verjetnost počasi začela padati. In vsak dan je bil Jaka mečkrat bolj navdušen nad tem, da bo mogoče po 27. lepo vreme, pa da bo lahko med prvomajskimi počitnicami to posnela. Ampak potem je pa začel sredi aprila dežvati, tako je april ponovadi, in je en teden dežvali. Takrat je bil Jaka zelo pesimističen do tega, bo to uspela narediti. In pol pa v zadnjem tednu je pa napoved začela samo dokaj eksponentno. Je ta možnost za dež padati.
In pa mi je 3 dni pred dejanskim dnem, ko sem mogla snemati, Jaka rekel, to bo 100% lepo vreme. Ja, in je bilo. Ja. Mislim, ni bilo najbolj toplo, ampak pol v strmih klancih, moram reči, da je bilo zelo toplo. Mislim, na začetku sem še z dolgimi rokavi kolesaril, ker sem hotel ohranjati temperaturo tudi povsod, ampak sej pol pridemo do začetnih zmed, ki so jih imela, pa takih stvari. Ja. To bodo pol tudi v videu. Ja, tu v bistvu malo ozadje videa, ne, Ja, to sej, namenjen sej to je. temu, da si ogledate video in to zraven. Ja, in pol za tiste, ki razumeš te ta zanima. video boljš. Bolj, ja. Bolj. Ja, zdaj pa tukaj je noter ena, ne vem, vprašanja, ki bi lahko zanimala mene in vas, je, koliko kilometrov si odpeljal, da si se pripravil na to stvar? Ja, Recimo v 3 mesecih pred. precej velik. Mislim, na trenažerju sem full klance pelil, pa to. Ja. In pa to spet ni tako zelo velik, kot bi nekdo mislil, ampak recimo tam okoli 1000 na mesec jih je bilo pa treba delati tudi po zim. Naredil sem tudi 180 km na trenažerju za pripravo, Ja. pa pol tudi 200. To vse, kar on zdaj razlaga, te najdaljše ture, mislim, da lahko vidite na njegovi stravi. No. To 180 lahko je. Ja, ene 8 osem, javno objavljenih tur. 8, ja. Te, ki so res težke. Zaradi različnih razlogov. Recimo ta je zaradi to, ki je na trenažerju 180 km zunaj, pa 1300 višincev samo po sebi ni težko. Tu sem šel delati enkrat marca, ampak pol na trenažerju je pa to zelo težko. Tako da, ja, to je glede te priprave. Ker velik, pa predvsem ogromen višincev. Te številke zdaj jaz na pamet ne bi vedel. Ja. Kilometrov pa vem tam 3000 pa še malo. Za zimo je to zelo velik. Za poletje to ni ne vem kaj, ful več se jih da delati. Ampak za trenažer je pa to velik. Zdaj, naprimer, kaj si rekel, da si se odločil, da boš vse asfaltne klance pelati v dolini, ne? Te zanima, a je opcija tudi vse makadamske? Ne, to me ne zanima, ker nisi gorski kolesar. Ja. Moje vprašanje je, kako je potekal, ker jaz nekaj vem, nekaj ne vem, ker si ti splaniral pot, kako boš vse klance pelati. Zdaj, rekel si, da si šel pelati vse asfaltne klance in rekel si tudi, da si vedel, kjer so, ne. Tako da tle bo v bistvu nekako bi lahko sklepil, da ti nima treba nobenega zemljevida delati, pa nisi nobenega klanca spustil, pa da si šel čisto vse pelati. A je to čisto res, ne? Ja, zdaj tako je. Jaz sem na zemljevidu to naredil sam zato, da vidim, koliko je kaj, ker res to ocenil bi zelo težko. Mislim, bi malo zgrešil. Sploh kilometre bi zelo zgrešil. To bi zelo ne bi vedel. Koliko bi pa rekel, da je bilo kilometrov? Ja, jaz bi rekel, da jih je bilo ful manj. Ker se mi je na koncu 170 se mi zdi zelo velik. Višino bi pa prej mislil, to bi bolj zadev. Po mojem bi celo rekel, da je mogoče malo več, da sem je naredil. Mislim, na Garminu mi piše, da sem jih 7000 pa še malo, sem to ni res. Sem jih 6400 pa še malo. Ja, to Garmin 7580, ampak sem spremenil. Ne, ker to sploh ni res. To ni res spremenil pa na ta manjša cifra, ker to ne bi bilo. To sploh ni pravilno. Ja, sam vse klance, tistih 100 metrov dolgih, nisem šel pelat. Tudi nekih, recimo 3 klanci, sem vmes mislil, da jih bom šel pelat, pa sem pa rekel, da ne, ker v bistvu niti ni tak klancno iz ceste glavne, se spustiš dol pa nazaj gor, pa to je 200-300 metrov, sicer je zelo strmo, ampak jaz nisem pelil klanca, ki bi bil krajši kot 8 minut. Ja, ali tam okoli 10 je bil najkrajši. Sem bil že zelo zmatran. Pa najbolj strm. Bača ali kjer? Ne, Kuk. To je tam proti koncu, je 17,8%, skoraj kilometer, malo manjka. Ampak
je zadosti strm, da je to klanc. Tako da sem pelil vse asfaltne klance. Ja. Sej bil je tudi kakšen klanc betonski, ne? Sej tega ne bo na videu, ampak recimo 2 klanca sta betonska, ker je še težji. Ja, z avtom tja gor pač on ni šel, ker je enostavno zelo ozka cesta. Če se 2 srečata, nemogoče, prepad na desno stran. To se mi zdi, da je bil 4. klanc po vrsti, ja, 4. In ja, precej težek. Pa nevaren in midva sva na videu se boste videli, ni ne vem koliko klancov, midva sva posnela, ne vem zdaj, rečem na pamet 3-4 klance. Pa te so bili taki lepi, relativno, najširši pač. Nisva poberala najbolj ozkih klancov, da bi šla snemat, ker to se pa zelo zakomplicira. Imela sva težave z gumo, kot se rekla. Ja. To bo tudi v posnetku, ne? Guma, ja, sem vmes naredil en, ker sem kata čakal na en izmed krajših klancov. Sem pa vmes pokazal, če verjetno ste videli, a pa boste videli, no, ne vem, če sem že uredil ali še nisem uredil, ker to je danes je v bistvu tork, ne, ker to je prvič prišlo ven za video, moram pa se ga sploh še nisem lotil v tem trenutku, tako da bom videl, če bom uspel ga narediti. Do takrat, ko bo tale ozadje prišlo ven, ne. No, ampak skratka, sem pokazal enkrat, kako je, da sem v bistvu jaz cel dan dokaj velik treninga. Ja, gumo je mogel. Na vsakem postanku sem v bistvu preveril, nisem na vsakem postanku pumpil, zaradi tega, ker v bistvu ni toliko zelo puščala, da bi sam avto šel vidno dol, se je pa slišalo, da pušča. Ne vem pa, če sem uspel to ujeti v posnetek, no, da pušča. Ampak je bila precej prazna in to velikrat. Imel je ročno pumpo in je mogel na pumpo. Tako da se je mogel malo pomatrati, ampak je imel kaj zadelati, ker v bistvu drugače je bilo dolg čas. Ni bilo prav zanimivo, ne? Ja, veš kako je, ne. Zelo je bilo lepo. Sej, en del tega sva uspela ujeti na kamero, ne. Kakor se je pač dal, ja. Ni to izkušnja v živo, ne. Ja, to je seveda drugače. Ja. Imela sva lep dan, ne. To je zelo veliko pomeni. Ja, nikoli ni bilo kaj narobe z vremenom. Ni bilo zelo dobro. Cel dan se je vreme držalo, tako da ker sem bil na postavkih, sem bil vedno zunaj iz avtomobila, logično, ne. Enkrat sem imel potok, da sem se malo umil. Ja, to je bilo na Knežke ravne. Na Knežke ravne. Potem sem imel enkrat zelo lep razgled tam na drugem klancu. Ja, ta moj drugi klanc, pa tretji. Ja, saj so lepi klanci, če kdaj kdo tam kaj kolesar lahko gre na kakšnega izmed tistih klancov. Zagotovo sem šel na njega že. Lahko povem, da je strm. Vsaj en del klanca je zagotovo strm. Pa seveda pa salti. Ja, zdaj to z gumo pač ovirali. Moram reči, da v bistvu kljub temu, da je neka težava, ki jo moraš odpravljati po ves čas, naredi stvar bolj zanimivo, ne. Ja, sej, ampak je pa še ena skrb, ker rabiš skozi ti je zadnji. Če ne bi bilo, se lažje fokusiraš na nekaj drugega. Na več stvari moraš misliti. Paziti moraš, da večkrat bolj previdno voziš, ne. Da ne voziš prehitro. En ovink lahko voziš hitreje, to drugega pa ne. Zdaj, levi ovink sem mogel bolj počasi voziti, kot desnega, veš, tle v desen ovink te sila se prenese na oni 2 gumi, ne, in sprosti to gumo, tako da ta ovink lahko greš mečkaj hitrej. Pač se ne, da mečkam bolj normalno, ne bom rekel mečkaj hitrej, ker to zveni polkrat, da sem dirkal ovink, nisem, ne. V levi ovink moraš pa res paziti, ker imaš prazno gumo, ne. Da prvič, da paziš na avto, da se mu kaj ne zgodi, pa da sam letiš ven iz ovinka, ne. In tako naprej, ne. Ceste pa so bile težke. Ceste niso bile ravno najbolj mestna avenija, ne, v New Yorku.
Ne, zagotovo ne. So kar tehnične za zvoziti, no, sploh za nekoga, ki nima še toliko voznih izkušenj na takem terenu, sploh ne. Zdaj nekdo, ki živi cel življenje, veste, si ne predstavlja, kako je to peljati. Marsikjer Slovenec verjetno si predstavlja, ampak to so res težke ceste za peljati. Ja. Vsak avto, ki ga srečeš, je v bistvu kolobocija, no, da prideš mimo. Ja, sej isto je s kolesom, je težko peljati take ceste. Na drug način, ampak je težko to še dodatno težati temu izzivu, na katerega sem zelo ponosen. Kaj sva pa še naredila? Ja, no, pa sem mogla pa še poskrbeti za hrano, ne? Ja, to je bilo, midva sva se dobila 2 dni prej, ker njemu doma. In sva na hiter naredila tak plan, jaz sem šel še iskat v trgovino gele in te stvari in na konc sva s hrano, meni se zdi, ker dobro zrihtala, da so imela dosti hrane. Mečkan preslabo sva splanirala, en od tem bi imel raje, če bi mečkan bolj poskrbel za plan, za hrano, kakor si na konec, ampak si pa še kar dobro zrihtala. Za tako resno hrano, mogoče sva imela malo izbire, kruh, sendvič, pa potica. Čisto nič narobe, ne, ampak je pa Jaka računal tle, da bo to, v bistvu on tega ni imel pripravljenega, to mu je babi zrihtala. Jaz sem bil zelo hvaležen. Ja, to je bil problem, ker sva se midva zelo pozno to lotila. Jaz sem en dan prej sva pucala avto, sva imela s tem kar veliko dela. Šla sva na ogled, s tem to že prej zjutraj. Tudi to nama je nekaj časa vzel. Tudi ena zelo pomembna stvar, ki sva naredila, da sva šla pogledati, kjere ceste bo peljala. In katere ne. Ker so v bistvu ene par cest izključila ven. Ker so bile enostavno težke prezahtevne za tak vzel raj obvozek. Prevelika dodatna obremenitev bi bila, če bi jih mogel peljati. Glede na koristne. In je pol šlo. Pa pogledala sva točno, kje bom jaz se ustavil, da sem jaz točno videl, kje moram sploh peljati, ker jaz doline nisem tako poznal kot Jaka, ne. Ja, seveda. In sva to, nama je vzel veliko časa, avto sem mogla opucati in pol sem delal še aktivacijo in potem je časa kar naenkrat zmanjkalo in je bila hrana že kar naenkrat, rihtanje hrane tam skoraj pozabljena, ne. Ob 8 zvečer. In pol že spat in naslednji dan. Naslednji dan ena zanimiva stvar, ne. Vse smo imela zrihtan, samo jaz nisem imel nič. Tako. Pač jaz sem se oblekel, vse lepo, ampak pozabil sem pa, midva so se peljala na štart. No, midva so štartala, ne. Baška grapa je dolina in recimo, da midva so bila nekje tle in potem so se mogla z avtom pripeljati do sem in pol takole klance po tej dolini gor pa dol do tu. In midva sva že šla takole dol z avtom, ne, je bilo zjutraj pa mrzlo. In sva bila nekje na polovici poti, ker sva midva, ker sem jaz, ker me je oči klical in rekel, ker če ne bi bil, kje imaš ti čevlje, čelado in ti stvari. Predvsej bolj zabavan, ker ti je povedal, bolj je bilo zabavan, ker sem zdaj jaz, ampak kje so zdaj te čevlji, vse to. Pa sem jaz rekel, imam v avtu, ne. Pa je rekel, kaj so delija te kolesarke čevlje. Pa sem rekel, pa verjetno nisem, pa sem mogoče moji. Pa sem ugotovil, da še čelade nimam, pa očal, pa sem šla nazaj. In to je šlo recimo ene pol ure skoraj. Sigurno, bi sva midva tle zgubila in sva kar pozno štartala tudi pol. Za Everesting bi bilo prepozno čist. Ampak sva pa šla pol nazaj, sva dobila in šla na štart, kjer so se pa težave nadaljevale, malo pa ne. Ni bilo zdaj prehodov, ne. Jaz sem prva stvar, ki je bila, mi ni menjalnik prestavljal čist nič. To je tisti problem, ki sem ga jaz videl v menu, pa
ki ga še bomo video omenili. Ja, to so bile menjalnik pa prestave, elektrika in take stvari. Pač ne delajo, se tudi kaj malo pokvarjajo. In seveda takoj čista napaka iz začetka nisem vzel pozabno. Bidon, hrana, nič. Iz začetka. In me je Simon pametno počakal že na prvem spustu, ko sem prišel nazaj. Tako dogovor je bil, da ga grem jaz čakati na naslednji klanc. Ja, ker jaz posekam eno zelo strmo čez in sem pač on počakal in sva nekako to uredila. Da sem mu dal lahko bidon in telefon, ki ga je pustil. Tudi telefon sem pozabil, ja. Torej, če bi imel defekt, bi mogel enostavno sam hoditi nazaj. Ja, mislim, zdaj, če bi trajalo to 2 uri, da bi tam gor bi te sprašil iskati. Skratka, same nevšečnosti že na začetku. No, pol je šlo vse skupaj. Pol je šlo pa precej dobro in ne par klancov sva, ker brez problemov odvozila. Pa so se pa zame, recimo, so se začele take majhne težave tam na 3000 metrih, ki sem mogoče malo spustil v tempu in potem meni se zdi na 10. klancu, 9. sem pa dobil prvi krč. Sicer tlele v zadnji mišici, stegenski, ki sem ga rešil s tem, da sem vstal in sprostil te mišice. To je trenutno kar ena taka značilnost tega kanala, da si stoji odprl. Zdaj, jaz tega izziva nisem vstoje pel. Ja, to ni bil, tisti vstoje izziv bil nekaj posebnega. Tisti je bil poseben. Zdaj bova videla, kaj bo naprej se lotila. Bova videla, kaj bo naprej. Nič še ne poveva, čeprav imava že kar planiran, imava veliko planiran. Bo zagotovo zanimiv. Bo, ne bova pa povedala še kaj. In kaj, pol me je krč, ki sem ga preživel s tem, da sem vstal, sprostil te zadnje mišice malo. Gonil cel klanc do vrha, vstoje pa ni bil dolg. In pol nazaj vzel precej magnezija in je bilo hiter boljši in pol do konca je to držal. Ampak Simon recimo je odpeljal z mano, da bi prav cel klanc odpeljal. Meni se zdi, da koliko si? Baški, kaj že ta? Bukovski vrh. Bukovski vrh? Nisi šel čist vrh, ampak do odcepa, pa si odpeljal. Do Zakojce sem šel, Kneške ravne sem v enem velikem delu, pa še 3 v bistvu, ne? Ja. Že kaj drugega nisem. Pa sem pa Ravnino. Ja. Ravnino je bil zraven. Mislila sva, da bo ok za veter, ampak to je enostavno, ko si zmatran, ker je 2% navzgor, ni več za veter. V bistvu bolj pomemben, da si za kolesarjem, ker nekako s tem dodajaš neko varnost. Vse strinjam. Zagotovo je tako. Te klance sem tako odpeljal, tam nisem. Pa je bilo pa kar težko, naprej sem se mogel kar pomatrati od tistega, zdaj klancov je bilo 15 vsega. Jaz sem nekaj na 9. 10. sem me imel kriza, ker sem jo premagal in pol naprej. Torej vse klance, ki si ti snemu, si snemu zelo na začetku. Torej jaz bom na tistem posnetku bom precej svež izgledal. Ne boš zaradi tega, ker ima na postojankah posnetke še, ker se pa vidi, da si zmatran. Torej midva sva snemala pot. Ampak ta klanci so pa ta hitri deli od posnetja. Hitri deli klancov, strmi niso. Strmi, nad 7% ni nič posnet. Tudi Bukovski vrh je pod 7%. Upravičen, 6,9. Nekaj ti se mi pa zdel, ker... največji naklon je 10%. To je nekako limita za snemanje, veš. Da veš za naprej, kaj me lahko vzame. Zaradi tega, ker če moram iti počasneje, se pa mašina že začne matrati. Zaradi tega, ker na tam nekje 11 do 13 ur, če boš pelil hitreje, bi šlo, ne?
Sam tam, ko smo šla v 10% klanc, tam 11 na uro, tam ga je, če bi mogel 10, bi šel jaz naprej, bi potegnil. Problem je bil v tem, da so strmi klanci prihajali vedno bolj proti koncu, pa sicer so bili krajši, ampak s tem tudi mogoče malo težji, so bili kratki in on je snemal zelo na začetku. Meni se po prvih 5 klancih ni več, 6, 7, po mojem je bil ta zadnji 7. Mogo bi zdaj šteti, pa se mi ne da. 7 klanc. 7 klanc, res je. No, na ta klanc je šel še zraven mene, pa ne več. Pač tam sem bil že kar zmatran, ampak ni bilo. Kakor je pač logično, da si zmatran, potem, ko narediš 2000 višincev, pa 60 km. Tam je bilo že, po mojem, še kar malo več. Bilo že kar precej več. Ne, 2000 višincev je bilo že po Knežkih Ravnah. In na tistem klancu je bil tudi najbolj strm, ki ga je on pelil, pa ni bil tudi strm. Tako da, po sem bil pa na postojankah, sva snemala, pa sem bil že malo zmatran. Tam si bil pa očitno že zmatran. Tam sem bil že zmatran. Ampak dal se je, dal se je odpeljati do konca. No, pa sem te jaz nekako po ravnini spremljal, in ko so prihajala proti vasi, sem jaz... Torej tam, kjer so začela. Proti tisti vasi, kjer so začela. Bile so še 1 mesec, zato smo popravili. Je pa min pripeljal Jaka Tovača, ker je tisti dan tu šel tudi kar precej kolesarja. 3000 višincev, pa več kilometrov kot jaz. To sem vedel, da jih bo hotel. Če gledaš, vedel sem, da hočeš narediti več kilometrov kot jaz. In to sem jaz tudi Simonu en dan prej rekel. In zato in se nisem motil. No, vidiš. Sam on je rekel, da bo šel peljati 200 km, pa 4000 višincev, tako da. Na poti je srečo Mohoriča. Mateja Mohoriča. Mu je celo nekaj časa sledil, kako razumem. Moje. No, to mi je takrat vse povedal, ker sem... Ker se je ustavil pri te. Pa sva pa prišla do izhodišča, kjer je pa so me še čakali 3 klanci. V bistvu pol tam, ker so se tam ustavila, ker me je prehitil Jaka Tovače. Pol, ko je Jaka prišel s klanca dol, mislim, da slo niso več zadnji snemala tam, ampak sva šla pol do hiše. Jaz sem šel do hiše. Jaz sem bil še to najbolj strm klanc do takrat. No, jaz sem šel tja, počakal noter. In ker to sem rekel, da bom jaz pač tam počakal, pa mogoče še Petra obrval, da greva posneti in to je to. No, pa v bistvu niso šla posneti, tako da se bo posnetek zaključil tam, kjer sva imela zadnji posnetek, ni klancov, ni več tam naprej posnetih. Tudi zadnjega niso več posnela. Jaz sem pol pelil še 2 klanca. Jaz sem šel pa domov. Mislim, to je tak je bil dogovor in Jaka Tovače je rekel, da ne bom tam čakal. 2 klanca sem odpeljal, še 2 strma. Petrovo, to je tudi edin klanc, ki ga delaš na glavni cesti. In je asfalt, kolikor to glover, čeprav ni najboljši. Ni optimalen, ampak je pa, lahko povem, veliko širša cesta. En del, sem pa jaz, ko sem gor peljal, sem pa prav pomislil, da ne vem, če sem že kdaj videl dvopasovnico s tako širokim ovinkom. Eno ovink je tako širok, da po moje 4 avto lahko usporedno spraviš. Vem, kater misliš, enka je tak lev proti vrhu. Sem ta klanc 100-krat odpeljal, da točno vem, kaj misliš. Meter, tisto ovink je na spustu, malo tak zahteven. Ogromen ovink je. Ampak je tak zahteven ovink, ker vsi sekajo ta ovink, pač enkrat me je en čist sekal ta ovink in pol se malo stračaš. To so ceste, mislim, moraš biti previden, ne glede na vse, koliko je ta ovink. Ker tam so tudi malo bolj pogumni vozniki, ne?
Ja, sigurno so, ker mislijo, ne pričakujejo, da bo zdaj nek kolesar tam. Prvič mislijo, da znajo tiste ceste bolj peljati, drugič dejansko znajo bolj peljati tiste ceste, ampak preveč pogumno peljajo te In ceste. še ne pričakuješ ti nekega kolesarja, ki bo prišel nek klanc, ki se je glih 10 let pelje tam gor. No? Pa pač greš in upaš, da se ne srečaš z avtom. Čeprav je to še bolj impossible na kakšnem klancu. Čeprav ni spet se da srečati. Zaradi tega, ker smo se mogel srečati z enim, vem. Ja, tisti je bilo pa, mislim. Na Knežkih ravnah. Ja. Ti so bilo kar težko. Ja, je bilo, ker je bila banda, pa na zraven sem imel pa steno. Ja, torej na levi neka rekica, ponavadi je tako. Ja. Pa na desni, tam pač si že videl, da že tam se je težko srečati. Ja. Pa je bilo ravno, ne? Ni bilo strmo. Ja, ni bilo klanca. Ja. Mislim, za kolo je že kaj. Sam pa naprej se je bolj odprl. Ja, pa se je odprl. Če bi šel eden od najdveh rikverc, bi bilo mečkal lažji. Mislim, da imel on tako 100 metrov za rikverc, sam lese so se uspela tudi tam srečati. Ja, tako je bilo kar pestro z vsem tem, kar sem imela. Ne vem. Imaš ti še kaj za vprašati? Ja, na koncu dneva sem bil, jaz tudi tako se sudi, da sem domov lepo počas se pelil proti Ljubljani. Jaz sem tudi bil kar zmatran. Tudi jaz sem šel že isti dan v Ljubljano. Pa v bistvu sem šel precej hiter spet na kolo. Ja, in tudi ne toliko malo. Ja, spet sem šel 130 km 2000 višincev skoraj. Ja, se to ni nič tazga. Ja, v primeravi s tem ni. Ja, to je res. Ker sploh jaz sem šel na Jezersko čez 3 dni, sem šel na Jezersko pa do Železne Kaple nazaj. In tam je cesta, jaz sem mislil, da se pa avtocesta. Ja, to pa ja. Cesta je za motoriste, ne imaš pač ovinke, imaš označeno z črtami, če je kje kakšna razpoka. Prvo razpoka je, ne? In ima z rdečo, zelenimi črtami celo razpoko označeno, pa na cesti še klicaj, ne? Jaz so to pa avtocesta. Pač cesta je, so razpoke, sem je vse označen, da veš točno kje bo razpoka. Veš, da bo. Če bi to delal v Podbrdu, pa tiste klance, po mojem bi zmanjkalo barve. Ker bi cela cesta bil rdeč. Jaz mislim, da bi to na enem klancu zmanjkalo barve. Ja, ker to bi v bistvu lahko cel klanc bi v zeleno prefarbil. Rdeče. Pa zraven rdeče klicaje non-stop. Ja, to... Sej obstaja en klanc, ki je čisto verožnato. Ja, ampak pa tudi zdaj sem, ne vem, če sem spomnil imena, rumeno, ki sta Pogačar pa Vinegard, mogoče se spomnim, Tour 2022 je zmagal Vinegard in je en klanc v rumeno pofarban. Meni se zdi, da je Dar, se ni važno. Pač. Tako. Mislim, zdaj pa jaz ne vem čisto točno, kako si se ti na koncu počutil, kaj si naredil. Jaz sem naredil par selfijev na vrhu zadnjega klanca. Dar, te stvari, on je tudi, lahko se mu zahvalite, velike sam posnel. Zdaj, zvok na enih videih je ogabno slab. Dar, lahko da bojo brez zvoka, ampak... Lahko da bodo brez zvoka. Je pa zelo veliko teh vrhovov, ki jih je dosegel, tudi se slikal. Se ne vem, si videl kakšen posnetek, če ga je že pogledal, ne vem, jaz mislim... Nisem se sploh še načel. Meni se zdi, da je tam, kjer se hitreje peljem, malo na spustu, nemogoče karkoli slišati, pa ni možno. A tam si tudi snemu? Ma en spustek sem. Okej. Ampak drugače pa malo klance, to sem posnel, malo sem, ko sem se gor pelil, pa govoril, se da. Bil sem zelo, mislim, relativno zelo zadihan. Težko je bilo snemati, res tega sploh ne počnem. Zdaj bo lažje šlo nekaj, sem en del nove opreme naročil, da bo lažje te stvari snemala, da bomo bolj tudi zanimiv vse skupaj. Z različnih vidikov, ampak skratka, težko je bilo snemati z telefonom
Malo stvari sem razložil sploh na začetku, pa je bilo itak nemogoče, ko so bili s termiklanci, ampak na začetku sem s telefonom snel. Pa mi je žal za karkoli bo dihanje, mogoče bo on to kaj uredil. Ni toliko veliko dihanja, ampak dobro. Pač upam, da vas ne bom motil, no, ker se ne bom pretirano ukvarjal s tem. Je pa, mislim, tak je, zanimivi posnetki, no, ker so ni skozi sam v avtu. Zaradi sem bil pa kaj, na vrhu zadnjega klanca sem bil kar precej zmatran. Šel si sam do vrha Petrovega, ne? Mislim, sam do vrha. Lahko bi šel še desno gor, ampak to je tako... Ti ste že idrijsko hebal, ne? Ne, sicer je cerklansko bi jaz rekel. Ampak ne, pač nisem šel tja gor, ker v bistvu se dolina tam konča in gre pol v drugo Selško dolino. Tako da je to tam, v bistvu je tako prelaz, ki je res, lahko rečeš, da je prelaz, ki je res gre v 10 metrih. Narejen kot prelaz. In bolj na uni strani, no, je že začetek klanca še enega. Pa potem še na Sorško planino, ki ga mogoče kdo pozna. A klanc na Sorško planino? Ja, mogoče ga kdo pozna. Ja, ker teh, ki so zdaj govorila, verjetno noben. Ne, to je vse novo verjetno. To so klanci, ki se jih ne pele, mislim. Tudi ne bi se treniral tam gor. To se pele tako, ker so lepi. Ampak ni tudi Mohorič na enega izmed tistih klancov. A tisti dan, tisti dan je šel in sicer na Bukovo in to je ta klanc, na katerega si ti pelil. Tako da tam je on šel gor. Sej posaš tam midva malo gor pa dol, pa v Bukovo bo hodila, šel 2 vasi, eno je šel tudi on z mano. On je zelo veliko delal tudi tam, ko je voda, ki je videl, da je nimava, ki je videl situacijo, da nimava jaz sem vode. Sproti rešil situacije, jaz sem prišel pa še malo na okol, ker sem se še dojer počutil še malo gor, ko je vsak pa za njim nazaj dol v spust. Ja, jaz mislim, da je to nekaj zelo posebnega, kar si ti oddelal, ne? Zame je pa tudi ena taka precej lepa izkušnja. Ja. S pridihom nekih novih izkušenj. Veliko smo se naučila, zdaj naslednji tak izziv, ki ga bova posnela, pride tudi kar malo, mislim. Ja, boja. Bo malo prišel, recimo. Krvavec, ki smo ga obljubila za 50 lajkov, bo siguren prišel, a bo točno naslednji, verjetno ne. Verjetno ne, imava enega drugega, ki ga je bo lažji posnet. To prav, da ga bo lažje posneti, jaz ne vem. Jaz mislim, da bom videl. Sej zdaj bo tudi malo drugače. Drug sistem snemanja bo vzela malo. Upam, da vam bo všeč. Na pobudo naših staršev in okoljevarstvenikov. Ja, ne boste se zdaj lahko že veste, kako približno bova snemala. Ja, jaz bom mogel kaj natrenirati, pa mu slediti na biciklu. Ja, pač ni druge. Ja, to je to. Krvavc, kot obljubljeno, za 50 lajkov bova. Potem pa po mojem kaj? Naprej? Ja, malo splaniram, da ne bomo vsega povedala. Ne bomo vsega povedala, ampak ta krvavc bo. Kum, ki je en komentiral, bo tudi prišel. Bova se tudi potrudila, pa tisto naredila. Ampak... Tisti bo pa žal mogla nekak avto si sposoditi, da prideva do tja. Tisti je pa na drugi strani Slovenije. Ja, ampak bova... Bova pa dala kolo noter, pa s kolesom usnila, da bova malo bolj marčna. Ja. Ja, tako da bo vse to prišlo. Najprej pa en najn, ki so se ga... No, jaz sem si ga zmislil, upam, da vam bo všeč. On bo posnel. Tako da to je to zdaj. Upam, da smo v temle izzivu razložili vse. Kakršnakoli vprašanja imate, komotno napišite v komentarje. Jaz bi pa rad zdaj za zaključek še eno stvar od Jaka zaslišal. Zdaj, rekel si mi, da se jutra začne Giro. Ja. Kakšen komentar? Ja, Giro, nepredvidljiva dirka. Jaz mislim, da je Roglič prvi favorit, Ayuso mu bo delal po moje, sploh na začetku, ker veliko težav. Ampak po moje Ayuso ne zdrži 3 tednov in tudi to ne bo.
Bo imel veliko podpore Roglič, sploh bolj pred koncem Gira na slovenski etapi v Novi Gorici, pa pol na naslednji tudi, ko bo dosti blizu Slovenije. Tako da mislim, da bo Roglič ponovno zmagal. Ne moremo pa nič reči, jaz pomislim, upam in bomo videli čez 3 tedne. Dni, ne, Takrat se Giro konča, ne? Ja. Zdaj, za vas so že 4 etape, 3 etape minile. Ja, vi boste to, če boste gledali to v torek, bodo 3 etape minile. Kakršnakoli mnenja o Giru, tudi z veseljem napišite, mogoče bo v naslednji epizodi skomentirala, ne? Lahko pa, če še ne bo, Roglič na vsakmu Grand Touru pade, čisto na vsakmu, pa lahko pol, če ne bo že v Albaniji padel, lahko pol napišete v komentar ali pa naredimo kakšno anketo, a mislite, da bo Roglič padel ali ne. Upamo, da ne. Upamo, da ne. No, se vidimo naslednji torek. Adijo.